Od 14. do 20. novembra bo v Čufarjevem gledališču potekal že 32. Čufarjev festival, čeprav se je sama prireditev z leti v leti spreminjala. Čufarjevi dnevi, no sedaj je to Čufarjev festival, predstavlja pa nam ga seveda direktorica gledališča Toneta Čufarja, Branka Smole. Branka, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Torej, pogled v 32. festival pokaže zanimivo številko 32 prijavljenih na festival. Se ti dve številki kar lepo pokrijeta. No, seveda ne bomo si pogledali žal 32 predstav, ampak 6 izbranih, izbiral in izbral jih je selektor Iztok Valič, 6 izbranih pa 6 odraslih in 4 mladinske predstave, ki bodo na ogled od 14. do 19. novembra, potem 20. je pa že podelitev Čufarjevih plaket in pa zaključna domača premiera. In če se mogoče vrneva najprej na začetek, kakšen je bil letošnji izbor, koliko predstav je prišlo na prijavo za festival? Kot rečeno, 32 predstav je bilo prijavljenih, in sicer 27 odraslih in pa 5 v mladinski kategoriji. Iztok Valič kot selektor ugotavlja in je vesel spremembe, ki jo je opazil glede na pretekli 2 leti ob tem njegovem izboru, in sicer pravi, da je opazen korak naprej, opazen napredek, tako v pogumu pri gledališčih, kako so izbirala, kako želijo narediti korak naprej v kakovosti in kako k sodelovanju vabijo vedno več poklicnih ustvarjalcev, ki potem delajo z ljubitelji in na ta način seveda dajejo mnogo znanja tudi na ljubiteljske odre. Opazen je napredek v izboru, v govoru in v samem nastopu, tako da res lahko rečemo, da pohvalno. Glede na to, da so tudi žanri zelo pisani in različni, je selektor omenil, da morda pa gledalcem izbrano ne bo povsem všeč, ker niso samo komedije nekje v enakem kalupu, ampak so res komedije z vsemi možnimi predznaki in opisi. Pa vendarle, letošnji izbor je nabor vsega, česar se gledališča upajo lotevati, upajo postaviti na oder, in vse to si bomo lahko, ta nabor, to pestrost si bomo lahko ogledali na letošnjih Čufarjevih dnevih. Tako lahko pogledamo vse od romantičnega muzikala do sanjsko-liričnega kabareja, pač klasične komedije, satirične komedije, in mladinci recimo so izbrali tudi poleg muzikala šov in pa mladinsko glasbeno grozljivko. Skratka, kup predznakov, ki kažejo na to, da se gledališča lotevajo raziskovanj. Kaj početi na gledališkem odru v bodoče, kaj iskati, kaj so našli, vse to bomo zvedeli na letošnjih Čufarjevih dnevih ob ogledu vseh predstav, torej 6 odraslih in 4 mladinske, ki bodo uvrščene v dopoldanski del. Sicer pa bomo morda to smer, kam plovejo gledališča v bodoče, kam želijo, kam so namenjena, kaj želijo povedati, kaj želijo pokazati, izvedeli tudi iz okrogle mize, ki jo organiziramo na zadnji tekmovalni dan ob 17. uri, in sicer kam je namenjeno, kam gre slovensko ljubiteljsko gledališče. Tudi to okroglo mizo bo vodil Iztok Valič. To so v glavnem na prijavo pridejo bolj ljubiteljska gledališča. Seveda je to pogoj za sodelovanje na našem festivalu, torej pogoj, da gre za ljubiteljsko gledališče, ki ustvarja na ljubiteljskem odru z ljubitelji, no in seveda tovrstne predstave so tudi uvrščene. In kakšna bo letošnja strokovna žirija, ki bo ocenjevala vse te predstave teden dni? Strokovna žirija so Ana Ruter, ki jo že poznamo, Janez Dolinar, lani ni sodeloval, tokrat smo ga spet uspeli privabiti v vrste žirije, in pa prvič kot žirant tudi Bojan Maroševič, ki ga seveda vsi dobro poznamo, pač poklicni gledališki igralec,
ki vendarle izvira z tega odra Doma z Jesenic, sicer pa je vrsto let igral in še igra v SNG Drama Maribor. In vrata gledališča Toneta Čufarja za Čufarjev festival se odpirajo 14. novembra, že standardno s pričetkom na Čufarjevem trgu. Tako je, s pričetkom na Čufarjevem trgu, privabljali bodo zvoki pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora, seveda tudi že tradicionalno s polaganjem venca k kipu, k spomeniku Toneta Čufarja, in potem ob 19:30 pa že prva, in to je domača predstava, musical Za zmeraj, ki je lani zaključil Čufarjeve dneve v netekmovalnem delu, no letos pa začenja seveda kot prvi tekmovalec domače gledališče z omenjenim musicalom. Tako da domače gledališče začenja in zaključuje festival. Torej vsa leta privabi v gledališče Toneta Čufarja veliko obiskovalcev, občudovalcev Čufarjevega festivala. Verjetno bo tudi letos tako in prav gotovo si tudi vi kot direktorica to želite. Seveda, mislim, da v teh 32 letih smo res pridobili že zvesto publiko. Vedno rečemo, da si na koncu tudi zaslužijo eno Čufarjevo plaketo, ampak vsaj za res glasno in jasno pohvalo, kajti brez občinstva je izredno težko igrati, in k sreči nastopajočim na Čufarjevih dnevih že desetletje ni treba igrati pred prazno dvorano, in verjamem in upam, da bo tudi letos tako, zato iskreno vabljeni vsi ljubitelji gledališča na ta praznik kulture na Jesenice. Torej, polna dvorana je za vas vedno uspeh in pa tudi za vse tiste, ki nastopajo te dni na odru. Vam pa hvala za pogovor. Hvala lepa za priložnost.